Spoštovani, s podpisom današnje pogodbe med Ministrstvom za obrambo in Zavodom Slovenija Transplant končujemo prvi del projekta, ki smo ga skupaj s sodelavci Slovenske vojske in upravnega dela ministrstva pripravljali prav s posebno energijo. Namreč prevoz človeških organov in tkiv, ki ga bomo za Zavod Slovenija Transplant upravljali s Falconom, pomeni nov korak približevanja Slovenske vojske civilnemu prebivalstvu in večnamenski uporabi naših zmogljivosti. Naj povem, lani je Slovenska vojska s Falconom iz tujine v Slovenijo pripeljala 3 svoje obolele oziroma poškodovane pripadnike, z današnjim dnem pa seveda to dejavnost širimo tudi na civilne potrebe. Kratek odzivni čas, hitrost, zanesljivost, posadk in zmogljivost letala so spodbudili razmišljanja o uporabi tega letala tudi za prevoz človeških organov. In naj povem, da je današnji podpis mogoče zaradi tega, ker je Vlada Republike Slovenije 10. marca letos spremenila drugo točko sklepa vlade o uporabi Falcona, tako da bodo lahko letalo uporabljali tudi posredni proračunski uporabniki, med katerimi je seveda tudi Zavod Slovenija Transplant. Skladno z načrtom smo tudi izšolali 2 posadki, Falcon je tako popolnoma operativen. Naše posadke bodo tako Zavodu Slovenija Transplant na voljo v 2 urah, kar pomeni, da bodo lahko v najkrajšem času njegovimi predstavniki poleteli po človeški organ in tako rešili človeško življenje. Po skupnih ocenah bo Falcon na voljo od 70 do 80% časa, v katerem se pojavljajo potrebe po prevozih organov. Načrtujemo, da bodo naši piloti za Zavod Slovenija Transplant na leto opravili 25 prevozov src, pri čemer je hiter odzivni čas za bolnika seveda najpomembnejši. To bo seveda tisti drugi del projekta, če sem v uvodu govoril, da je prvi del projekta današnji podpis pogodbe in začetek sodelovanja. Drugi del projekta je pa seveda izvajanja teh prevozov in želimo si, da bi resnično reševali življenja uspešno in s tem dokazali, da z uporabo Falcona pravzaprav največ pridobijo prav bolniki. Naj povem, da je to eden od seveda novih projektov, ki ga začenjamo v Slovenski vojski. Rad bi pa k temu dodal tudi že utečeno dejavnost, ki jo izvajamo tudi skozi helikoptersko pomoč v primeru gorskih reševanj in tudi v primeru hitre nujne medicinske pomoči. Namreč naši helikopteri in dežurne posadke že vrsto let uspešno sodelujejo pri tem, da pomagajo pri reševanju v gorah ali seveda tudi ponesrečenih v drugih primerih. In lahko povem, da so samo v letošnjem letu pripeljale že 29 poškodovanih in obolelih in pri tem naleteli že 36 ur. To pomeni, da smo ves čas vpeti v dogajanje v državi, zato da zagotavljamo ne samo varnost, ampak tudi preživetje tako tistih, ki pridejo v Slovenijo in občudujejo naše lepote, kot seveda naših državljank in državljanov. In lahko rečem, da sem danes ponosen na to, da kot ministrstvo resnično sodelujemo pri najbolj humanih postopkih in s tem seveda tudi ne samo, da upravičimo vlaganja v obrambni sistem, ampak upravičimo predvsem tudi zaupanja ljudi, kajti kaj je lepšega kot tisti trenutek, ko ugotoviš, da si nekomu rešil življenje. In prepričan sem, da bomo tudi lahko v nadaljevanju pri izpopolnjevanju in posodabljanju naše opreme lahko začrtali v naših obrambnih programih tudi posodobitev helikopterske flote, ki bo seveda zelo pomembna za to, da tudi v prihodnje tako uspešno sodelujemo pri reševanju v gorah in seveda tudi pri drugih nesrečah. Hvala za vašo pozornost. Hvala
Hvala lepa ministru, direktorica gospa Danica Avsec, izvolite. Spoštovani gospod minister, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. Danes je za mene in tudi moje sodelavce zelo lep dan, uspešen dan in vesela sem, da smo prišli do tega trenutka, da smo podpisali pogodbo za prevoz organov, ki pomeni za naše delo zelo velik napredek. Prevoz organov je prav poseben proces, ki zahteva pozornost tako glede časa, kot tudi kakovosti. Mi moramo skrbeti, da se organ, ki je bil vzet od umrle osebe in je namenjen za uporabo, za presaditev pri bolniku, ki na to čaka, oziroma celo je odvisno pogosto njegovo življenje od tega, da je ta organ pripeljan varno, v okvirih vseh kakovostnih zahtev in tudi v najkrajšem času. Še posebej je to pomembno za prevoz srca in jeter in predvidevamo, da bomo največkrat prav ta dva organa prepeljali na ta način. Najbrž ste že večkrat slišali, da pri prevozu srca imamo na razpolago samo 3 ure. In te 3 ure moramo zelo skrbno načrtovati, skrbno izkoristiti. In tudi ste že verjetno slišali, da ko se srce pelje k našemu bolniku, lahko je vzeto kjerkoli na področju evrotransplanta, takrat je bolnik prejemnik že v operacijski sobi in že se začenja postopek operacije. Tako da ta korak pomeni resnično velik napredek prav v kakovosti. Seveda smo do zdaj že to upravljali smo z različnimi prevozniki, z različno kakovostjo avionov, če smem tako reči. Dostikrat smo bili odvisni tudi od svoje lastne iznajdljivosti, vzdržljivosti, koliko časa smo vztrajali v iskanju primernega prevoznika. K sreči se zelo redko zgodilo, da je odpadel ta prevoz in dejansko s tem odpadel tudi postopek operacije, zelo redko, ampak nažalost se je zgodilo v teh letih, odkar opravljamo to dejavnost v nekem urejenem sistemu, torej lahko rečem od leta 1998 dalje, tudi zaradi vremenskih sprememb ali pa tudi zaradi tega, da le nismo našli v tistem trenutku primernega prevoznika. Tako da ta korak pomeni k boljši logistiki, ta korak pomeni, da bojo vsi naši koordinatorji in udeleženi strokovnjaki lahko morda se fokusirali, se usmerili na druge naloge, ker verjamemo, da bomo opravili, tako kot je gospod minister rekel, tja do 75–80% prevozov na tak način, saj po teh prvih ocenah, in s tem seveda zagotovili varnost in uspešnost tega načina zdravljenja, ki prav v primeru srca in jeter rešuje življenja. Pri ledvicah je nekoliko drugače, tam imamo več časa na razpolago, tam gre predvsem za spremembo načina življenja, tukaj gre pa za reševanje življenja. Tako, da bi se rada zahvalila še enkrat vsem, ki so sodelovali v pripravi, v pogovorih, poveljstvu na Brniku, mojim sodelavcem, in verjamem, da bomo res naredili nov korak tudi k kakovosti in varnosti. Hvala. Hvala lepa.